Spoštovani, spoštovane, dobrodošli v Parku vojaške zgodovine na seznanitvi vojaških obveznikov letnika 2007. Gosti nas Park vojaške zgodovine, en čudovit ambient, poln zgodovinskih dogodkov, zgodovinskih artiklov, ki govori sam zase. In k prvemu nagovoru vabim direktorja magistra Janka Boštjančiča. Ja, lepo pozdravljeni na ta lep sončen dan tukaj v Parku vojaške zgodovine. Dragi vizitanti, letence, starši, otroci, lepo pozdravljeni, vsi skupaj. Najprej iskrene čestitke za lepe vozove, pa predvsem za energijo, ki ste jo zbrali, da ste se združili skupaj in tudi letos prišli na Vestirengo, tako kot je treba, z okrašenimi vozmi. Iskrene čestitke in hvala tudi upravi za obrambo, ki res se znatne napore namenja temu, da se ta tradicija obdrži, ker je že parkrat, takrat o popustitvi nabora, potem po koroni izgledalo, da je z vsem skupaj konc, pa vendar. Gre za neko živo dediščino in veseli smo, da smo tukaj v Parku vojaške zgodovine lahko del te zgodbe, da lahko že leta zdaj gostimo Vestirengo. Tako da ja, želim vam lep dan in hvala lepa vsem. Hvala, direktor, in lahko pričnemo s samo prireditvijo. Živela si narodi, ki prepeli do čaka dan, na tole sonce kloni, prepeli sveta bo pregnan. Darojak, rozvod se zakne vratle sosed pomejak. Darojak, rozvod se zakne vratle sosed pomejak. Vratle sosed Prisrčno dobrodošli na tradicionalni seznanitvi, ki jo Uprava za obrambo Postojna v sklopu Ministrstva za obrambo organizira v sodelovanju z občino Pivka. S strani občine imamo kar veliko pomoč pri sami soorganizaciji dogodka, zato k nagovoru povabim podžupanjo gospo Majdo Godina. Dober dan vsem skupaj. Cenjeni gostje, starši, sorodniki, nastopajoči, predvsem pa dragi naborniki. Z veseljem vas pozdravljam v imenu občine Pivka in v svojem imenu ob tej posebni priložnosti, ob vaši uradni seznanitvi kot nabornikov. Dragi naborniki, danes vstopate v obdobje, ko se začne vaše aktivno vključevanje v sistem obrambe države. Čeprav služenje vojaškega roka ni več obvezno, pa ima seznanitev še vedno globoko simbolno in državljansko vrednost. Biti nabornik ne pomeni le pripravljenost na služenje domovini, pomeni tudi odgovornost, zrelost in spoštovanje vrednot, na katerih temelji naša družba, to je mir, varnost, solidarnost, svoboda. Ob tem dogodku vas želim spodbuditi, da razmišljate, kaj pomeni biti aktiven državljan. Vaš prispevek je lahko različen. Skozi delo, prostovoljstvo, delovanje v lokalni skupnosti in pa v obrambnem sistemu. Pomembno je, da ostanete odgovorni, povezani in zvesti vrednotam, ki nas združujejo kot narod in ljudje. Iskreno vam čestitam v tem pomembnem koraku v življenju in vas želim, da stopate pogumno, odločno, z odprtim srcem naprej, kamorkoli vas zanese pot. V imenu občine se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali pri prireditvi, ki pušča in prenaša običaje na mlajše generacije. Želim si, da bi znali ohraniti ta slovenski običaj in ga razumeti kot narodno bogastvo, ki spremlja mladost.
Hvala lepa in želim vam prijeten dan še naprej. Hvala lepa, gospa podžupanja. Nahajamo se v občini Pivka, ki ima tudi svojo vojašnico. Predstavnika vabim k nagovoru, to je namestnik poveljnika, nadporočnik Kustelj. Spoštovane, spoštovani, lep pozdrav še z moje strani. Najprej čestitke ob vašem dnevu, dragi naborniki, obvezniki. Kaj ne rečem, kakor izgledate super, verjamem, da se tako tudi počutite. Kakor veste, občina Pivka ima vojašnico Stanislava Pivka, malo nižji po tej cesti in noter se nahaja 45. tankovska četa. Mala enota, ampak zelo močna enota. In jutri odpiramo vrata civilnemu prebivalstvu in drugim obiskovalcem, da predstavimo naše življenje in poklic vojaka. Tako da vse vljudno vabim, jutri med 10. in 17. uro se dobimo na poligonu, ki je zraven vojašnice, kjer boste spoznali lahko malo tega vojaškega utripa. Še enkrat čestitke ob vašem dnevu in pa srečno na vaši poti. Hvala. Hvala lepa, poveljnik. Kot ste že opazili, med nami gostimo dva pevska zbora. En se bo sam predstavil, eden vam bo pa takoj zdaj zapel, in sicer učenci osnovne šole Pivka. Oder je vaš. Nastopu in predstavitvi pa vabimo še dragonarje iz Unca. Da Bog volja, Bog žal.
Lepo pozdravljeni tudi iz strani našega pevskega zbora. Naš pevski zbor se imenuje Dragonarji generala Maistra. Lepo pozdravljam tudi to krasno četico mladih pevcev, ki pojejo eno našo pesem. Moram reči, da ste boljši zapel, kot mi, tako da bravo, kar tako naprej. Pojemo vojaške pesmi in sicer iz obdobja do konca Prve svetovne vojne in pesmi, ki jih je napisal general Maister. Prihajamo iz Unca, to je kraj, kjer je zahajal general Maister na poletne počitnice in v starosti 60 let je pa tam tudi umrl. Tako da smo si nadeli temu pevskemu zboru ime Dragonarji generala Maistra. Zakaj pa Dragonarji? Dragonarji so se pridružili ob koncu Prve svetovne vojne generalu Maistru pri pohodu v Prekmurje in na Koroški fronti. Prav zdaj malo nazaj smo iskali, kje je kakšen dragonar, ki bi sodeloval in v Prvi svetovni vojni in da je bil tudi Maistrov vojak in da je bil iz tega 5. dragonskega polka, ki ga mi predstavljamo. No in smo ga našli, rojen je bil v Planini, potem so se preselili v Gatec, to je bil Stanko Perpar, zelo znana oseba, zanimiva, bil je odličen športnik, bil je v Kraljevini Jugoslavije 7-kratni državni prvak na teku na 200 in 400 metrov, bil je zdravnik veliko športnih društev na našem območju in kasneje preživel je Prvo svetovno vojno, Maistrove boje in tudi Drugo svetovno vojno, no na zadnjega je pa, ko je šel k eni bolnici na obisk, s kolesom povozil avto, tako da se je njegova pot prekinila na najbolj nenavaden način. Obleke, ki jih nosimo, to so obleke cesarsko-kraljevega, štajersko-koroško-krajinskega konjeniškega polka številka 5, v katerem je bilo v začetku Prve svetovne vojne več kot polovica slovenskih fantov. In kot rečeno, so se ta slovenski del tega polka se pridružil potem generalu Maistru. V začetku smo zapeli eno pesem Jaz zmeraj mislil sem, to je vojaška narodna, ki je bila prav dragonarjem nekako oziroma nam posvečena. Zdaj bomo pa naprej še 2 pesmi imeli in sicer Maistrove, ker nosimo njegovo ime in je prav, da tudi njegove zapojemo. In sicer prva pesem se glasi Naprej, ki jo bo recitiral naš zborovodja. No in takoj tej pesmi bo pa sledila pesem Uboj, ki se navezuje na prvo pesem. Kasneje pa, če bojo harmonikaši pripravljeni, ko to odpojemo, bi pa lahko zapeli še skupaj Slovenski vojak. Hvala lepa in lepo se imejte in uživajte v življenju še naprej. Bratje, sedlo vajeti v dlan, Drava nas zove, jadra me rjove, vranci naj skrešejo trde podkove, bratje, naprej! Naprej! Naprej, naše
Ura, 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 krvavi boj. Srce pogum, para še razvoj. Sovražnik nas mora biti star, kar z nami nam zasaja čar. Ura, 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 krvavi boj. Krvavi boj. Ura, krvavi boj. Ura! Spoštovani, kaj je pravzaprav vojaška dolžnost? Namreč Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je obvezujoče zakonsko, da vsakega 18 let starega fanta seznani z vojaško dolžnostjo. Do sedaj ste seveda v življenju imeli dolžnost se šolati, dolžnost do družine, dolžnosti do prijateljstev in raznorazne dolžnosti, ki jih imate osebno, nekateri do športa, do skavtov, do tabornikov in tako naprej. Ko pa postajate stari 18 let, seveda vsi se veselite, dobite veliko pravic. S samimi pravicami pa seveda pridejo v življenju tudi dolžnosti. Ena izmed njih je vojaška dolžnost. Kljub temu, da je Republika Slovenija v letu 2003 prenehala z vojaško dolžnostjo, to ne pomeni, da je vojaška dolžnost ukinjena. Vi in vaši predhodniki seveda niste in ne boste trenutno služili vojaškega roka, ampak zadeva ni ukinjena. V mirnodobnem času Ministrstvo za obrambo vodi vojaško evidenco. V to evidenco ste vpisani vsi ob prehodu iz starosti 17 v 18 let. Današnji dan in kasneje podpis na seznam ne pomeni vpis v evidenco, kajti vpisani v evidenco ste že vsi, ki ste rojeni v letu 2007, se pravi tudi vaši kolegi, ki jih danes ni tu in so bili iz raznoraznih razlogov danes zadržani. V nadaljevanju sledi zgolj predstavitev Slovenske vojske, ne pa vpis v evidenco. V mirnodobnem času tudi vi nimate dolžnosti do države, kot bi bilo nabor, zdravniški pregledi in napotitev na služenje vojaškega roka. To pa ne pomeni, da se to ne more nikoli zgoditi. Vsi si želimo, da do tega nikoli ne bi prišlo. Ampak v primeru povečane vojne nevarnosti, ob razglasitvi izrednih vojnih razmer ali dejansko razglasitvi vojne v republiki, se celoten sistem vojaške dolžnosti vzpostavi nazaj za vse polnoletne državljane. Se pravi, vse generacije, ki niste služili vojaškega roka, bi bili takrat pozvani na nabor, na zdravniški pregled in na 3-mesečno služenje vojaškega roka. Včasih je bilo 6-mesečno, po novem bi bilo 3. Omogočeno bi bilo pa ravno tako tudi nadomestno služenje v civilnih institucijah za podporo prebivalstva, kot so gasilci, zdravstveni domovi, bolnice in tako naprej. Se pravi, na predlog vlade v primeru poslabšanja razmer bi Državni zbor lahko razglasil ponovno vojaško dolžnost. Ministrstvo za obrambo je zakonsko obvezujočo vas to obvestiti, vaša udeležba pa hvale vredna na prostovoljni bazi na današnjem dogodku. Tako da jaz vam čestitam vsem, ki ste se udeležili tega dogodka. Kasneje smo poskrbeli, da boste imeli še predstavitev Slovenske vojske kot morebitnega delodajalca, vas bomo povabili v dvorano. V kantini parka vojaške zgodovine imate pa vojaški obvezniki tudi toplo malico. Tako da, ko končamo tukaj, ste toplo vabljeni še na kosilo. Zaenkrat se vam najlepše zahvaljujem v imenu Uprave za obrambo. Pevci bojo še eno odpel, skupaj s harmonikami, ne? Tako da, fantje, upam, da ste pripravljeni na inštrumente. Potem pa se zahvaljujem učencem osnovne šole Pivka in jih povabim v vmesnem obdobju na stojnico Uprave za obrambo, kjer prevzamejo darila za današnji dan.
Vojaške obveznike letnika 27 in tudi dekleta letnika 27 pa povabim v dvorano tule zadaj, da nadaljujemo našo prireditev. Zaenkrat pa hvala lepa.